In akcija, pozdravljeni nazaj na drugem kanalu, moje ime je Ian in ti gledaš Dolg jezik. Ok, in smo v novem videu dolgega jezika. In just like that se je poletje začelo. Upam, da vsi, ki to gledate, ste z šolo zaključili. Vsi tisti, ki pa ne hodite več v šolo, upam, da ste na enem dolgem dopustu. Jaz šolo sam še nisem zaključil. Imam mogoče še 2 izpita prihodnji mesec, oziroma čez 2 meseca, ampak o tem danes ne bomo govorili. Tako da jaz kaj preveč sproščen nisem. Ne, saj sem že pozabil. Danes bova spet govorila o slavnih osebah, o slavnih Slovencih. Slavnih in malo manj slavnih. Če ste za, gremo v posnetek in kar začnimo z 5 novicami. Ajde. Vesna Šoštarič. Kdo se te gospodične spomne? Verjetno se jo vsi spomnite. Fačuzi. Gospodična je izjavila najbolj znano besedo 2 poletij nazaj. Njo smo lahko spremljali v Ljubezen na podeželju. Dobro se je videlo, da nima nobenega sramu pred kamero, ker se mogoče v tistem času še ni zavedala, koliko ljudi bo tisto oddajo gledalo. Pred 2 leti, takoj ko je ona požela in vzela vso to slavo, ki jo lahko s tisto oddajo, je Pop TV želel to izkoristiti in jo povabil v kmetijo. Takrat jo ni povabil v kmetijo, ampak jo je povabil v tisto oddajo, ki je po kmetiji, ki so komentatorji. Za vse tiste, ki še ne veste, to niso njihove dnevne sobe, ampak ima Pop TV studio, ne vem, 5 različnih dnevnih sob in vse tam snemajo. Povabili so me že kot komentatorko, a se takrat ni šlo. Treba je razmisliti in se odločiti, vseeno je kar nekaj časa, ko bi bila odsotna na domači kmetiji. To je povedala zaradi tega, ker jo trenutno vabi v novo kmetijo. Tako da ja, to je to. Mogoče bomo spet Vesno spremljali na naših malih ekranih. Jaz mislim, da bomo zagotovo spet dobili kakšno novo izjavo vsak teden. Grem staviti. Preden nadaljujeva z videom, bi rad naslednjih 30 sekund posvetil današnjemu sponzorju tega video posnetka, ki je nihče drug kot A1. Verjetno boste vsi dijaki in študentje izkoristili te digitalne bone. Zdaj bom pa izpovedal, zakaj boš te digitalne bone izkoristil pri A1. Za vse tiste, ki boste porabili digitalne bone pri A1 in se odločili za 24-mesečno vezavo pri paketih A1 Mini Vibe ali pa A1 Vibe, vam bodo, poslušajte, digitalne bone podvojili. Če bi rad namesto 150 €, 300 €, pojdite na A1, izberi paket A1 Vibe ali pa A1 Mini Vibe in uživaj in si kup več, kot si pa lahko za 150 €. Vsaj jaz vem, da si bom. To je to. Ok, želel sem začeti z novico, v kateri lahko odklopite vaše možgane, ampak vseeno bi se rad na začetku 10 sekund posvetil še 2 novicama, ki nista toliko zabavne in sta majčkeno bolj resne. Prvo je to, da so v preteklih dneh pri 34-letniku na Bežigradu v Ljubljani opravili hišno preiskavo, v kateri najdel tudi orožje. Zakaj je meni ta novica toliko padla v oči in toliko presenetila? Lahko bi se dejansko na 14 dni pogovarjali o Ameriki in o njihovem problemu o orožju. Se pravi, oni imajo predvsem problem, ker je v Ameriki orožje dostopno skoraj vsakmu, ki je star 16 let. Oni imajo to znano trgovino Walmart in v nekaterih trgovinah greš ti dejansko lahko v Walmart in kupaš orožje. Problem je v tem, ker ljudje, ki kupijo orožje, grejo na to streljati v šolo, to so ponovadi 16-letniki, 17-18-letniki. Zakaj je to spet tako velika težava? Zaradi tega, ker Amerika basically ne naredi nič v to smer, da bi vsaj utežili ta postopek, da ti dobiš orožje. In zato me je ta naslov, da so v prejšnji teden, jih bom kar citiral, prejšnji teden so v Bežigradu naredili hišno preiskavo, pri tem pa našli in zasegli 2 avtomatski puški, kar je vojaško orožje, pištolo, več nabojev in teleskopsko palico. Kaj je teleskopska palica? V pravici ja nimam pojma. Tukaj se lahko vprašamo, je on ta orožje preprodajal oziroma kaj za vraga je želel s tem orožjem doseči. Tako da, kdo bi se mislil, da obstajajo na Bežigradu ljudje, ki doma hranijo tako orožje? Nelegalno, ampak ilegalno. Za najno tretjo temo se bo dotaknila še enega zelo resnega problema. Dotaknil se bom problema, ki se trenutno dogaja čez lužo v Ameriki. Zdaj se mi pa zelo pomembna zadeva, da se o njej govori, ker je po mojem mnenju samo še vprašanje časa, kdaj se bomo v isti problematiki pogovarjali v Evropi. O čem govorim? Govorim o tem, da je v Ameriki Vrhovno sodišče prepovedalo
splav. Zdaj, jaz tukaj ne bi šel preveč v podrobnosti, mogoče bi rad samo delil svoj pogled na to. Me veseli, da imamo v Sloveniji večina podobnega mnenja, da smo večinoma podobnega mnenja, kar se tega tiče, ampak še zmeraj se najdejo mogoče kakšni posamezniki, ki te problematike popolnoma ne razumejo. Vrhovno sodišče v Ameriki je določilo, da sedaj lahko vsaka država posebej zase določi, ali bo naredila umetno prekinitev nosečnosti ilegalno. Če gremo zdaj na najhujše primere. Če je bila ženska posiljena in bi zato želela narediti splav, če je 14-letnica posiljena iz strani njenega strica, bo sedaj možnost, da bo splav prepovedan. To sta le dve zelo hudi skrajnosti, v katerih se ženske odločijo za splav. Morate pa vedeti, da je splav velikokrat tudi vprašanje življenja ali neživljenja. Se pravi, ni splav samo zato, ker nekdo ne bi želel imeti otroka, ampak zaradi tega, ker tudi velikokrat rojstvo otroka lahko resnično ogroža žensko življenje. Do te mere, da ti zdravniki lahko že predčasno povejo, če boš rodila, ne. Rad bi še to poudaril. Ženska ne rabi biti posiljena. Ženska ne rabi imeti neke dramatične zgodbe, zakaj želi opraviti splav. Če želi ženska opraviti splav zaradi kakršnega koli razloga, tega ni dolžna pojasnjevati ne meni in ne nobenemu staremu dejstvu tamle v parlamentu. Tale zgodba se mi je zdaj res dotaknila, no. Res se mi je dotaknila in sem rekel, da bi jo rad omenil. Okej, gremo zdaj na eno bolj zabavno temo. Gremo se vrniti še k 4. in 5. temi današnjega dneva, ki sta si zelo podobni. Obe dve temi se tičeta resničnega šova Sanjski moški. Pop TV še vedno ni razkril, kdo bojo te nove dečve, ki se bojo borile za sanjskega moškega. Delili so samo to, da bojo skoraj vse čisto neprepoznane punce, ki jih prej še nismo videli na naših ekranih, medtem pa bosta vseeno dve povratnici. No, ko so omenili, da imamo dve povratnici, sem jaz prvo na Carmen pomislil. Zakaj sem prvo na Carmen pomislil? Ker se jaz točno spomnim, da je 2 meseca nazaj objavila na svoj story, da se ona pa odpravlja v resničnostni šov. Seveda ni nikoli povedala, v kateri resničnostni šov se odpravlja, vendar je bila zelo tako, se veš, ko delijo na story, novo poglavje zame, ko se ena vrata zaprejo, se druga odprejo, whatever. Carmen je tudi na svoj story, basically po 2 dnevih nazaj prišla k telefonu in povedala, da je bilo to čisti shit show, da je zelo žal, da se je za kaj takega odločila. Se spomnim, da je takrat na story bila prav jezna, ker je rekla, da ne sme nič povedati, ampak da ko enkrat pogodo poteče, da bo vse povedala. Da bo vse razkrila, da ji gre kar na bruhanje, kakšna je bila situacija, da je bila čisto razočarana. Jaz se to spomnim, da je ona rekla, da se verjetno za nekaj tednov odpravlja, ampak po 2 dneh je bila že nazaj na telefonu. Jaz mislim, da je bila situacija to, da je bila Carmen, to je zdaj samo moja teorija, okej? Jaz mislim, da je bila Carmen povabljena nazaj v šov in ona pride v šov in je na to kaj kmalu ugotovila, da se bori za 22. oziroma 23-letnega sanjskega moškega. Jaz mislim, da je njo kar katapultiral za 180 stopinj v drugo smer in da je hodila čim prej ven. Je pa mi tudi zelo zanimiv ta story, evo, imam pa en screenshot. Včeraj je Carmen delila screenshot tega članka in spodaj napisala, zanimivo. Tako da jaz sem skoraj stal, da je ena izmed teh žensk Carmen. Tako da me res zanima, kaj je ona takrat doživela, če je bilo to. In pa še zadnja novica današnjega dneva je tudi sanjski moški. Zakaj je veliko ljudi prvo sezono radi gledalo? Zaradi tega, ker je pozval Peter Poles. Za vse tistih, ki ste radi gledali zaradi njega, no druge sezone Peter ne bo volil. Volil? Peter ne bo povezoval. Vodil. Šov druge sezone Sanjskega moškega bo vodil Nate Schmidt, ki pa po pravici povedan, nimam pojma, kdo je to. Okej, in smo prišli do konca še enega dolgega jezika. Jaz bi se ti rad zahvalil, da si pogledal tale posnetek do konca. Če ti je bil všeč, ne ga pozabiti lajkati, ne pozabiti kaj lepega komentirati in pa ne se pozabiti subscribati na Džunglin kanal. To je to iz moje strani. Uživajte na dopustu in se vidimo v prihodnjem videu. Čau, čau!